Zdravo, serij Vinc, tukaj je prezentacija PKC, podjetje Spletni.net, četrti v seriji brezplačnih spletnarjev za boljše prezentacije in današnji bomo govorili o slikah. Kaj bomo pogledali? Na kratko o zapisi slik, kako jih postavimo v samo prezentacijo, kako lahko enostavno naredite dobro razmerje med sliko in tekstom v samem ekranu in nekaj naprednih tehnik, ki vam bodo olajšale samo postavitev in uporabo slik, brez da bi za to uporabljali zahtevne grafične programe. Današnji sponzor Big Stock Photo, to je velik portal z slikami, ki ne zahtevajo licenčnin, so pa plačljive, ampak za tistih nekaj slik, ki jih potrebujete, ne boste odšteli veliko denarja. Dobro je zato, ker če drugje ne najdete digitalne slike, potem boste našli na tem portalu in te slike jaz predvsej uporabljam za digitalne izdelke, za nadaljnjo prodajo, za elektronske knjige, za elektronske priročnike, elektronske tečaje in tako naprej. Za več informacij lahko obiščete tale spletni naslov www.prezentacija.si, pošiljnica BSP ali Big Stock Photo, kratica. Zapisi slik, na kratko, univerzalno danes že uporabljamo vse te zapise slik, ki si jih je dejansko prinesel internet, torej v prezentacijah lahko brez skrbi uporabljate zapise GIF, zgodi se bolj GIF, ampak v Sloveniji je bolj mogoče uporabljamo GIF, potem JPEG, JPG, oba sta zdaj v bistvu brezplačna zapisa in tudi PNG. PNG je zapis nastal ravno zaradi tega, ker je bil GIF nekaj let plačljiv, ne bi ga smeli uporabljati brez plačila licenčnine, tega pa danes ni več. Edina težava, ki bi vam rad razložil, je ta, prva težava je pri GIF, GIF je omejen 256 barvnih odtenkov, tako da za kaj več morate uporabiti PNG. PNG je pa sicer pomeni glomazne, velike slike, je pa boljši zaradi JPEG-a, kadar potrebujete shranjevanje brez izgub. JPG poskuša tisto, kar ljudje ne potrebujemo dodatne informacije, stisniti in s tem se slika delno pokvari. In bolj kot snemate, preprost način je ta, da recimo shranite sliko JPG še enkrat v JPG in tako naprej, na koncu boste dobili samo veliko črno površino in nobenih detajlov več na sliki. So pa seveda JPG uporabne slike zaradi tega, ker so manjše datoteke in seveda še vedno dovolj fotokvalitetne. Manj v uporabi so potem tile zapisi bolj v Windows svetu, okenskem svetu, Microsoft, BMP, pa PCX, danes to lahko še uporabite, ampak zaradi predvsem potrate prostora na disku računalnika jih danes manj uporabljamo. Medtem ko TIFF je pa precej se uporablja za shranjevanje slik, kjer potrebujete kvaliteto in dosta arhiviranja, v zgodovinske namene, v arhivske namene in oblikovalci precej uporabljajo ta format. Neuporabno za same prezentacije so pa recimo v programu Photoshop uporablja zapis PSD in za uporabo prezentacije ga bo potrebno pretvoriti v enega od zgornjih prej navedenih zapisov, ali pa recimo Targa in tako naprej. Skratka, ti zapisi slik niso uporabni za prezentacije, ampak večinoma lahko že v operacijskem sistemu Windows ali pa Linux ali pa Macintosh imate v bistvu grafične programe, pretvornike, ki lahko potem pretvorijo, prikažejo ta sliko in jo shranijo v bolj običajen zapis. Se pravi, danes ni več problem z nobenim zapisom slik, da ne bi mogli postaviti v ekran prezentacije. Pogledamo kar primere. Gre za to, da sem se odločil, da uporabim tisto, kar je vidno v videu, ki ga lahko poiščete na internetu, sicer digitalne slike za marketing in predstavitev. Gre za tale video tukaj, če iščete v digitalne slike in po video posnetkih, greste na tale video in boste videli tehnike, katere slike, kako slike postavite prezentacije. V današnjem spletnarju sem želel pokazati samo tehniko, kako to naredite, tako da imate samostojno učenje istočasno in se ne sprašujete potem več, kako je bilo to narejeno. Prikazal bom, kako se naredi tele slike, postavitev v tem videu in predvsem, kaj se da danes že izboljšati, kako bi še danes izboljšal tale video. In na koncu še nekaj primerov, kako lahko uporabite slike, del slike recimo ali pa ozadje, sprišete brez, da bi uporabljal grafični program, to namreč PowerPoint tudi omogoča. Šel bom na originalno prezentacijo, ki je bila. V videu ste videli, da je napis digitalne slike za marketing in predstavitev, potem pa en tak napis moje ime kot avtorja. To je bilo enostavno narejeno, dodate eno tekstovno škatlico, kar označimo, pa napišemo noter recimo ime avtorja, to so pač znane stvari, bomo spremenili v belo barvo, pa povečali na nek
velik, da ne bom zdaj točno ponavljal vse, kar je. Ampak kaj je bilo tukaj še zanimivo, ne? Na videu vidite, da tole malo izstopa iz ozadja. Čisto enostavno, ne? Ker je to testovna škatla, lahko zapolnite z neko določeno barvo. Lahko spravite recimo kar belo, ni težava, ne? Samo da naredite potem takšno transparentno. Se pravi, transparentnost pomeni presevanje ozadja, ne, ki je za tem določenim objektom, da se vidi skozi ta objekt. Ne. In na tak način lahko enostavno naredite lep napis, pa tudi estetsko dobro deluje. Potem druga možnost je bila potem pa sam video razlaga o tem, kako slike uporabiti na samem ekranu prezentacije. Tole večina ljudi uporablja, ampak je tako dolgočasno. Ne. In en način je gotovo ta, da postavite sliko na polovico. Mogoče še lepši način je, če date sliko nekje na 1/3 ali pa na 2/3. Pravi, to bi lahko naredili naprimer takole, pa to raztegnili. Ne? Zdaj, kako se zdaj tole, verjetno veste, to je enaka slika, kot sem jo uporabil pri prvem ekranu. Ne bomo zdaj tale tekst gledali, ne? Če ga malo popravimo, no, tako da vemo, zakaj gre. Kako sem tole sliko potem samo obrezal, sem uporabil grafični program ali ne? Ne, to je čisto enostavno v PowerPointu, omogoča pač za slike eno opcijo crop. In ta crop omogoča, da zmanjšate prikaz slike, ki jo želite uporabiti na samem ekranu. Se pravi, zmanjšate ta pogled, ki bo uporabljen na sami sliki. Ne? In tole je potem čisto enostavno, ne? Kot se vidite, tele črne markerje morate zagrabiti, jih potegniti in potem je slika vidna tisto, kar je noter prikazano v teh črnih markerjih. Ne? Kliknete stran iz te slike, pa boste videli, da je to potem res. Ne? Samo slika seveda zaseda več prostora. Če gremo še enkrat pogledati, samo slika originalno je tukaj. Ne? Če bi želeli uporabiti celoti, morate res ročno nazaj spraviti crop. In to je tista originalna slika. Dobro, to je ena možnosti. Potem druga možnost, slika čez cel ekran. Dobro, veste, da slika tudi, če ne upošteva, torej če ne ustreza dimenzijam vašega ekrana, jo lahko raztegnete čez cel ekran in tudi, če gleda malo čez, to ni težava. Torej, ne? Ker če potem v sami prezentaciji naredite, bo slika čez celoten ekran. Ne? Dobro, tukaj pač treba paziti, da mogoče izberete slike, ki so zanimive, samo besedilo potem stavite tako, da bo kontrastno dovolj za samo sliko. Ne? Poskušate se držati nekje, da je sam objekt recimo, ne, v tistim 1/3 pa 2/3, se pravi, kot vidite, središče kocke nekje 2/3 dolžine slike, ne, pa mogoče na 1/3 višine slike. Dodatna tehnika tukaj potem, če napis date drugam, kot vidite, ista ideja kot pri naslovnem napisu. Ne. Tole je gotova na škatla, z besedilom, napišite besedilo in potem, če gremo pogledati, gotovo je zapolnjeno z eno barvo, tehle tukaj in transparenta nekje na 80-85% tukaj na tem Macintoshu, oziroma mogoče pri Windows malo obrnjeno, 15% samo se vidi tele barve skozi, zasičenosti ozadja. Tako da to potem dosti lepo deluje na samem ekranu, ko ga pokažete, lepo preseva skozi in ta okvir se skoraj v bistvu ne vidi. To je precej lepše, kot če bi bil okvir poln. Če si bi dali okvir poln, potem bi bila pa tako zelo iz 90-ih let prejšnjega stoletja, torej tale škatla, škatlica, in tole je gotovo zelo grdo, ko bi videli. Ali pa če se želite znebiti jasno te transparence, pa jasno potegnete samo polnitev čisto do konca. Dobro, tretja možnost, enostavna, da imate samo napis zgori in napis slika na 2/3 spodnjih ekrana. Kako se to naredi? Ja, pač nimate cele slike po prezentaciji, ampak samo tisto, kar želite uporabiti. Pa malo vam še uporaba tukaj, da lahko to centriranje vidite, kje se bo zgodilo s temi pomožnimi črtami. Tako da tukaj ni kaj povedati besed, zakaj je dobro, da je besedilo na zgornji tretjini ekrana, zaradi poslušalcev, ki potem po 6-7 vrsti ne vidijo več spodnje polovice ekrana in tako še vedno imate vaše sporočilo glavno vidno vsem. Tako, to so bile vse te tri glavne tehnike. Če se vrnemo nazaj na prezentacijo samo, pogledamo še dva trika.
En trik si pogledamo za izrez slike, kako lahko naredite krasen izrez slike, recimo kot da bi gledali skozi slučavnico ali pa kot en pogled skozi ovalno okno, pravokotno okno in tako naprej. Tukaj je recept, uporabite ekran brez slike za ozadje, se pravi določen ekran, ki ga uporabljate, boste morali uporabiti brez oblikovanja vaše teme oziroma predlog, ki jih uporabljate za prezentacijo. Potem naredite en pravokotnik čez celoten ekran, ima pa lahko polivno barvo, ta bo obkrožila tisto, kar želite videti skozi. Potem pa eno določeno obliko dodate za pogled skozi in ne določite, da naj pokaže sliko ozadja. Poglejmo, kako to narediti. Se pravi, tukaj vidite, da sem izbral en ekran, ki je torej brez tistega, kar je določeno za ozadje kot slika za celotno prezentacijo, torej samo prazen, bel ekran. Tako, zdaj najprej bomo dali sliko ozadja. Čisto enostavno, tukaj si bom izbral formatiranje ozadja in bom seveda dodal sliko. Pa bom kar tole izbral, pred kratkim uporabljeno za izboljšano prezentacijo. Takole, to je v redu, apply. Zdaj pa izbrati bi tole bilo videti malo skozi recimo neke vrste odprtino na steni ali kakorkoli si predstavljamo. Kaj bom naredil? Dodal bom najprej eno pravokotno obliko. Čez celoten ekran, takole. Spremenil bom njegovo barvo, bom menuje format, recimo, da bo skoraj črna, zelo temno siva. Zdaj bom pa dodal še eno obliko zraven, lahko da greste v insert, pa dodate še eno obliko, da so mogoče malo lažji, recimo, da bo ena podobna elipsi. Takole, dajmo še malo poboljšati. Tako, in zdaj v bistvu niti ni pomembno, kaj je skozi, mogoče bom samo rob spremenil, da bo enak na samem ozadju. In kaj naredim še potem? Fill, grem na tale učinke polnitve, enostavno rečem, poglej skozi na ozadje. In je to že narejen ta efekt. Se pravi, tu se lahko poigračkate, lahko date eno sliko prav fotografsko, torej drugo, recimo, ozadje, slika morja ali pokrajine in tako naprej. Ali pa recimo, če se hočete poigrati malo kot za pogled skozi ključavnico, naprimer, in podobno. Preprost način in deluje. In tako vam spet ni treba delati vseh teh raznih efektov, takih izrezov v grafičnem programu, če lahko dejansko kar dodate skozi obliko, ki si jo izberete. Recimo, da bi lahko izbrali tudi mogoče okvir ali pa dodatno recimo skozi srček in tako naprej. Čisto podoben recept. Kako pa naredimo še en dodatni trik? Poglejmo še tega. Kako narediti trik za brisanje ozadja? Zdaj uporaben je za preproste slike. To pomeni, da bi želeli dodati nek objekt na ekranu, torej neko sliko, ki ima samo en dodaten objekt, ki ga želimo dodati. Ne gre potem jasno, da boste zbrisali takšno ozadje za zelo kompleksne slike, recimo slike, ko je nebotični, ker je polno okn, naprimer, ali pa zelo veliko ljudi, zelo veliko objektov na sami sliki. Ozadje lahko potem avtomatsko zbrišete. Obstaja posebno orodje za to, v PowerPointu že od verzije 2007, in za boljši rezultat povečate potem območje, ki ga naj pa ohrani, torej PowerPoint, da ne zbriše ozadja. Dodate recimo kakšne črte, s tem poveste PowerPointu, da tega ne zbriše. Poglejmo tole enostavno, ampak moramo iti. Tole je realno recimo tista slika prav z našega sponzorja, tega spletinarja Big Stock Photo, ampak neuporabna na ta način, da bi bila tako uporabljena v prezentaciji. In kaj naredite? Čisto enostavno. Poglejmo še najprej en dodaten štos. Če bi hotel dodati senco, torej tele gospodični, kaj bi naredili? Bi šli v formatiranje in dodali efekt in recimo senco. Ampak kaj se zgodi v PowerPointu? PowerPoint bo dal senco glede na objekt, na celotno sliko, ki jo senčite, torej, kar je neuporabno. Zato pa želimo izbrati, da bi se senca torej pokazala še prav za to gospodično, za obliko telesa. Čisto enostavno, pri izbrani sliki
izberete Remove Background. Zdaj, kaj se zgodi? Pomočni tekst vam pove, da obkrožite tisto sliko, torej del slike, ki jo želite imeti, da ne bo zbrisan. In kaj bom naredil? Gotovo bom naredil tole, da bo še naredil tele noge, vse, in je to praktično že delo končano. Ja, da mogoče, če senca ni čisto v redu, kaj lahko še naredim, da grem še enkrat na ta menu, Remove Background, in poskušam tisto, kar ne ostane, čisto približati samemu torej področju, ki ga želim lepo ohraniti. In tale senca je zdaj že precej verjetna. Kaj se je še zgodilo? Včasih se bo zgodilo kakšne takele pikice, bele ozadje. Kaj narediti? To lahko potem še dodatno s tem orodjem za brisanje ozadij dodatno določite z klikanjem in vlečenjem na ekranu. Recimo tole belo področje se gotovo moti, ga označim in bo zdaj PowerPoint to odstranil. Mogoče tudi tale mali delček, takrat ga minus to odstranjate in tole pa tudi že odstranil ali pa dodatno kliknete na tisto področje, tisto pikco, ki manjka. Lahko bi dejansko tudi uporabili, potegnete črto in potem tega ne sme odstraniti, ampak tega le pač nočem. Na ta način označite večje predele, ki jih želite torej tudi ohraniti. Zbrišemo, kliknemo, evo, in rezultat potem je pa čist drugačen in prepričljiv in mogoče še malo se mora pošpilčkati, ampak to je ta osnovna tehnika. Tako, zdaj, če si pogledamo še tisto, kar je v samem videu, da ne bom ostal dolžen, kako se naredi tisto rožico, ki je ostala nam še tukaj. Se pravi, dobro je takšne slike PNG, ki imajo ponovno to transparenco že vključeno, takrat bi bilo to ozadje že kar vključeno noter v sliki, ampak ni, tako da kako bi potem zbrisali tole ozadje, isto gremo na Format Picture, zbrišemo samo ozadje, vidimo, da nam bo tole mogoče malo več vzelo, samo povečamo področje, ki naj ostane na fotografiji, tako počakamo, kliknemo in je ekran lep in se v bistvu slika stopi s tistim ozadjem, ki ga imamo. Če bi želeli še mogoče dodatni efekt ali pa recimo ne želimo imeti telega odseva spodaj, bi lahko mogoče samo spet rekel, da naj ohrani samo tole področje. Tole bo vse zbrisano. Pogledamo, kaj se zgodi. Tako, no, mislim, da bi se tole še moralo poigrati, ampak dajmo še tole, se pravi, ne še tole pobriše, evo, pa imamo potem samo rožico brez spodnega stebla in odseva. Tudi uporabno, tako da to lahko potem uporabite na razne načine. Tako, s tem pa potem to dalje spletnar zaključim. Pogledajte ti nasvete še enkrat, uporabite jih dobro. Naslednji spletnar bo pa prezentacija brez slik, kjer boste izvedeli, kako lahko naredite z grafičnimi simboli in z dodatnimi grafičnimi operacijami v spletu samem PowerPointu zanimive objekte in vam niti ni treba potem ne naročati ali pa kupovati ali pa celo uporabljati tistih obstoječih slik, pa lahko naredite zanimive učinke tudi s tem. Hvala za ogled tega spletnarja, da se vidimo naslednjič, za pomoč, nasvete in dodatne možnosti pomoči za vas. Pišite na sergeja@prezentacija.si ali pa sporočilo pošljite preko Facebook strani Pošiljnica prezentacije. Hvala za ogled in veliko uspešnih prezentacij.